Spoštovane svetnice in svetniki, spoštovani novinarji, ljudstva prava, še bili. Lep pozdrav, začenjam z 18. sejo Mestnega sveta. Upravičili so se Mojca Pavljarnič, Igor Zorčič, Bogdan Kalošnik in pa Andreja Grušpak. Napovedali so pa, da pride pozneje še stane Anto Tomče in pa Dejana Zelnik. Kasni odhod v Zemlji, če ne vem napovedal, tako da jaz verjamem, da se dovolj na seji. Tako na portal ste dobili še posredovano poročilo župana o upravljanju naloga. Prosim, da damo sklep, pa da vidimo, če nas je dovolj na seji. Prihajamo na prvo točko dnevnega reda, potrditev zapisnika 17. redne seje. Sprašujem, ima kdo na zapisnik 16. redne seje Mestnega sveta kakšen pripombo ali predlog za dopolnitev? Ne. Potem dajem glasovanje. Ja, se opravičujem. Govorimo o zapisniku 17. redne seje. Sprejemo se zapisnik 17. redne seje, občinskega sveta Brežice. Tako prihajamo na poročilo. Mogoče ena od pomembnih stvari je, da vas obvestimo, da smo najeli kredita za letošnje leto samo 2,5 milijona, predvidenih 3,8 milijona, kajti ni bilo potrebno večji zadolžitvi. Potem občina, mogoče še par stvari. Občina je dala tudi odgovor na pobudo za naselje Trušče, oziroma dobili smo tudi odgovor od sklepa vlade Republike Slovenije. Sklep na krati posebej glasi, da pač vlada se s tem ne bo ukvarjala in naj to stanje uredimo s vlado obstoječe zakonodaje. Zdaj, kar se tiče tega, če gledam naprej prilagoditve, ki je možno, oziroma ki je že se zgodila, tisto bomo pač znamo urejali. Za samo dostopno pot bomo varstveno letno zemljišče druge polovice, če ostalo takšno stanje je. Občina Brežice je tudi sprejela sklep o tem, da smo bili se uspešno prijavili na prijavo za šolo Rtiček. Pridobili smo, oziroma imamo sklep, da bomo lahko pridobili 3 milijone 240, smo pa dobili potem naknadno tudi dinamiko, v letu 2026 bomo lahko koristili 500 tisoč evrov, potem pa ostalo v 27, torej večji del pa v 28, kar pomeni seveda, da bo šola Rtiček potrebno delati od 26. do 28. leta. Seveda, to je osnova za to, če bi proračun sprejeli, da tudi potem začnemo. Je pa potrebno še zagotoviti približno 7 milijonov lastnih sredstev, ki so realne in da tudi občinski cel trditi. Potem še mogoče, da smo kot regija Posavje nastopili proti predlogu uredbe o določitvi zdravstvenih regij. Žal regija Posavje v okviru zdravstvene regije ni samostojna, je v okviru regije v bistvu Dolenjska, kako se bo imenovala, Dolenjska Posavje pa Bela krajina. Sicer nam zagotavljajo tako, da bo kaj dosti spremenilo, vendar glede na to, da več po novi zakonodaji ni potrebno imeti vse oddelke
zato, da imaš splošno regijsko bolnišnico, je velika verjetnost, da če bo to sprejeto v prihodnosti, po vprašanju, ali bo imela naša bolnišnica še vse oddelke, tako kot jih ima danes. Seveda bo to, če bo ta strategija tudi sprejeta. Potem še je bila tretja predstavitev pobude za jedrsko elektrarno, tudi tu smo imeli tudi eno razpravo, smo tudi dali svoje pripombe. Mogoče še prav, da povemo, da je občina Brežice zbirala prijavo škode pri prizadetih kultura zaradi posledic tragedije in slučaja 12. je bilo to, tako da to smo na občinsko upravo spravili, seveda koliko to bo sredstev pa delila vlada oziroma ministrstvo. Moram reči, da se je tudi veliko bilo pritožb, da občina namensko porablja denar z 20. člena v zvezi z Romi. Še enkrat poudarjamo, da ta denar ni bil nikoli namenjen za Rome, ampak za občine. Res pa je, da se letošnjem letu se to spremenilo in da treba o njem poročati, kar pomeni, da bomo o porabi tega sredstva poročali v letu 2026. Treba pa povedati, da je vlada spremenila kriterije za dodelitev teh sredstev, kar pomeni, da bo občina Brežice v prihodnje dobila približno 250 000 manj. Seveda to pomeni, da bo v prihodnje tudi manj programov in da bomo pač toliko odlagali, koliko bomo dobili sredstev. Brežice smo bili ponovno zbrani med najbolj gostoljubnimi turističnimi kraji v Sloveniji. Sicer smo dobili bronast, to priznanje, vendar definitivno je pomembno, da smo med tistimi, ki so turistični, prav tako pa smo prejeli tudi drugo mesto na izboru na javno stranišče. Vam je mogoče to smešno, vendar definitivno glede na to, koliko je bilo pripomb na to, da ga nimamo, je to tudi eno priznanje, da smo predvideli na pravilno odločitev in da smo to odredili. Na spletni strani je objavljena strategija starostno prijaznim občinam. Potem še mogoče, da smo imeli delovno srečo z občino Zaprešič, s katerim vodimo skupni projekt Enviro, za katere smo dobili sredstva za čezmejno. Sodelovali smo tudi v vseh aktivnostih povezane z romsko problematiko, tako v Novem mestu, pri meni je bil na obisku tudi že novi minister, da se tega tiče, tako da se aktivno vključujemo v sprejetje novo zakonodaje, da se bo tukaj v prihodnosti spremenilo. Definitivno pa zagovarjamo, da je ključno, kar se občine tiče in pa vseh županov, da se najprej ustavi kriminal, zatem bo pa ki ga izvaja določeni Romi, da ne bom rekel, da ga bi vsi, čeprav je velika večina vključena v to, potem bo seveda tudi po moje in pa po mnenju vseh županov možno tudi kakšna integracija. Izpeljano je bilo tudi razpis za podjetništvo, 140 000 evrov je bilo nekako razdeljenih v skladu s pravilnikom in to je bilo že končano za letos. Sprejeli smo tudi uspešno atletinjo Lejo Glorjevič in čestitali za njene medalje, ki jih je dobila na olimpijskih igrah za gluhe. Prav tako pa sem imel tudi sprejem za sopotnike, ki moram reči, da so lahko veseli, da so povedali iz Zavoda Sopotnik, da je občina Brežica ena od tistih, ki uvaja oziroma izvaja največ prevozov in tudi ima veliko prostovoljcev, kar pomeni še enkrat, da smo res zelo humana občina in pa da smo prostovoljstvo naklonjeni. Bilo je speljanje še kar nekaj konstrukcij, ceste in investicij, za katere se to lahko na koncu tudi preberete, da v poročilu bo podrobno. S tem prihajam na naslednjo točko dnevnega reda, to je določitev dnevnega reda. Zdaj dnevni red ste dobili, sprašujem, ali imate kakšno pripombo na dnevni red. Če ne, potem bi jaz na dnevni red poslovno napisal. Odsotnost.
Голосуємо. Ставимо на день вегетаріанський.